spoštovane sodržavljanke, spoštovane prijateljice, čestitke ob 8. marcu, prazniku žensk, vašem prazniku. In pa spoštovani prijatelji, za vas pa samo prijazen upomnik, če je slučajno kdo pozabil, kater dan je danes. Jaz se javljam iz New Yorka, kjer sem ob 8. marcu se udeležil zasedanja Generalne skupščine, kjer se pogovarjamo o položaju žensk v svetu. Zdaj, ko prihajam iz Slovenije in se pač oziram okrog po tem, kaj se dogaja po svetu, moram reči, da se moramo najprej malo potrkati po prsih, ker imamo pri nas marsikaj zelo zgledno urejeno. Recimo ravno zjutraj je delegatka iz Slonokoščene obale govorila o tem, kako se pri njih še vedno borijo s prakso obrezovanja ženskih splovil. Pri nas na drugi strani imamo popolnoma drugačne probleme. Imamo lepo razvite institucije, kot so vrtci, javne šole in tako naprej, ki so ženske v preteklosti pomagali osvoboditi njihovih tradicionalnih vlog, se pravi, niso več samo matere. Smo država, konec koncev, ki ima predsednico parlamenta in predsednico države ženski. Imamo pa tudi probleme in tega se treba zavedati. Recimo, kar je mene naravno šokiralo lansko leto je, da sem izvedel, da se je v Sloveniji zgodilo kar 13 femicidov, se pravi 13 ženskam so njihovi partnerji vzeli življenje. Pa je to samo vrh ledene gore. Imamo konec koncev v javnem sektorju ponekod tudi 25% razlike med plačami moških in žensk in ne smemo si v 8. marcu domišljati, da je tudi pri nas vse v redu. Tako da danes čestitajmo naslednjih 365 dni, 364 dni v letu. Bom pa kot minister, ki je zadolžen za to področje, prvi med tistimi, ki bomo poskušali še obstoječe krivice popravljati, ampak na vas se obračam z apelom. Ni dovolj, da to počne država, to moramo početi vsi.